Jesen je, otroci v šoli, pa vrtcu. Kaj pa midva, nimava kaj početi? Dejva kaj delati. Dejva. Sklece, a čva sklece delati? 5. 5, dovolj. 1, 2, 3, 4, 5. Basta. Kaj pa zdaj? Ha? Jaz imam idejo. A res, kakšno? Kaj je to? Testirala bova tekaške copate. Me pa res zanima, kakšni so. Poglejva. Kayano 26. Nike Air Zoom Pegasus. A veš, kaj pomeni Pegasus? Kaj? A je to krilati? Ja, konj. Krilati konj. Je. Brooks Ghost 12. To je ženski model. Pa Brooks Ghost 12 moški model. Kaj še imamo? Nike Air Zoom Structure. Mizuno Wave Ultima 11. Evo, tole bova danes testirala. A se sezujeva? Najboljš. Stari tekaške copate. Najljubši konj. Še nedolžne. Evo, jaz bom kar preveril najprej kar Asics Kayano 26. Jaz pa Nike Air Zoom Pegasus 36. Tele Kayano so tekaški copati, ki so stabilni, torej imajo na notranji strani učvrstitev. Takšne tekaške copate imam jaz rad, da imajo učvrstitev. In navajen sem že na Kayano. Ampak da vidim, kakšna je razlika med 25 in 26. Ti imaš pa lepo barvo. Lepe so, pa v zadnji so take ta hitre. Ta hitre? Ja. Ja, kar pokaž. Pokaž tja. Kakšne so od zadnji. Ta hitre za rekorde delati. Pejva. Nežen material na notranji strani. No, kar prostorne. Rahlo čutim, da so ožje od prejšnjega modela. Teciva. Teciva malo krok. Prvi vtis je dober. Bova še naredila še kakšen krok ali dva tule na stadionu. Dobri so. Vidim, da so se nekako postali še nekoliko bolj odzivni. Pomeni, da so nekoliko trši. Se mi zdi kar fajn copat. Kaj pa ti? Kakšen imaš občutek? Všeč mi zelo so mehki. V njih sem lahko v copatkih. Lahki. Za srednje široko stopalo. Lepo prijemajo nogo. Lahko bi tekla tudi v teh. Kaj pa tale opetnik, je malo drugačen? Si ga kaj čutila ali v bistvu? Je malo širši. Širši? Ja. Ampak kaj pa tukaj na vrhu nisi Ne. niti čutila? S tem je Nike naredil malo ta opetnik, ki se nagiba na ven, da ne draži ahilove tetive. Je visok, ampak je odstranjen od ahilove tetive, tako da je, kakor sem bral tudi na internetu, so tisti, ki so že tekli z njim, so pohvalili ta opetnik. So pa vzdolžno kar precej upogljivi. Naprimer, če primerjava ta tekaški copat, sicer bova ženskega, evo, naprimer Asics pa Nike. Asics spada med tekaške copate, ki imajo zelo čvrst podplat, kar je dobro za tiste tekače, ki imajo nekoliko več težav z stopali, stopalna vez, da je bolj občutljiva. V tem primeru je ta učvrstitev dobrodošla. Če pa s tem nimaš težav, ti pa to posebej ne koristi, pa je upogljiv tudi v redu. Tako da pogledajte to primerjavo, kakšna večja upogljivost je pri Nikeu. Zdaj pa predlagam, Jasmina, da preizkusiš, da imaš na eni nogi Asics, pa se pravi Asics Gel Kayano 26, na drugi nogi pa Zoom Structure od Nikea. To pa je tale tekaški copat, desni. Tale Zoom Structure je s podporo, torej je nekako primeren bolj za tekače, ki imajo povečano nagibanje stopala in gležnja navznoter, in je to dobro, da izberemo v takem primeru takšnega Gel Kayano 26 in Nike Zoom Structure številka je pa Zoom Structure 22, sta oba dva torej bolj stabilna tekaška copata. Pa gremo probat. Gremo.
med njima je Nike Structure nekoliko čvrstejši. Odlično. To je zelo dober primerjati tekaške copate, ko testiram. Rad imam na eni nogi en copat, na drugi drugega. Na ta način so občutki bolj jasni. Povej, Jasmina, kakšen imaš občutek? Nike Zoom Structure 22 pa Asics Kayano 26? 26. Nike je mogoče malo za širša stopala, kar se tudi vidi. Sta pa oba dovolj široka, lepo se oprijemljata stopal in tav. Tudi opetnik je prijeten. Mislim, da bi z obema lahko prišla marsikam. Jaz sem opazil tudi, da ima Nike nekoliko trši opetnik, Asics pa bolj oblazinega, ampak oba dva zelo lepo objameta, kot v čašico pride peta in nikakor ne zdrsuje. Od stabilnih tekaških copat smo zdaj imeli tole, zaenkrat dajmo to na stran in greva na nevtralne tekaške copate. Greva torej na nevtralne tekaške copate, ki pa jih imamo danes za preizkušati, kot smo že prej omenili, Nike Pegasus. Številka je že visoka 36, kar pomeni, da že 36 let izdelujejo ta model, ki se seveda vsako leto rahlo spremeni. Zdaj bom istočasno preizkušal tekaški copat Pegasus 36 in Brooks Ghost 12. Oba sta torej nevtralna tekaška copata. Kaj imaš pa ti? Aha, Jasmina pa primerja istočasno Brooks pa Mizuno. Mizuno Wave Ultima. Gremo naokrog. Happy or sad, my dearest friend. Zakaj sva za testiranje izbrala stadion? Tu sem bil tako rekoč skoraj doma, več let. Tle na tem stadionu v Ljubljani, na Žaku. Te tekaške copate bomo preverila in potem grejo nazaj v trgovino čakati tebe. Tako da ostanejo kot novi. Če ne bi vedela, da sta različni, ne bi vedela, da imam dva različna. Torej sta oba dva? Zelo dobra. To je najlepše pri tekaškem copatu, če čutiš to, da nič ne čutiš kaj posebnega. Takrat, ko kaj čutiš, to je že nekaj pomeni, da te moti v bistvu. Dober je imeti copat, sploh takole, ko je čist nov, je kar umetnost, da znajo narediti takšne tekaške copate, ki se zelo lepo prilegajo. No, med Nikeom Pegasus pa Ghost je nekoliko večja razlika. Oba dva sta zelo udobna tekaška copata. Bi pa rekel, da je ta nekoliko bolj našpičen. Že v špico ima tole peto, ampak nekako bi rekel, da je bolj odziven. Se pravi, primeren za nekoliko hitrejše teke, za tempo teke, za maratonce, ki želijo teči, naprimer maraton tam nekje, če probam dati oceno, tudi proti 3 uram. Medtem ko za tekače, ki tečejo počasneje, je lahko takšen tekaški copat čist tudi dovolj tekmovalen. Teža tekaškega copata pride do izraza, vsak gram, ki je, pride do izraza predvsem z hitrostjo. Hitreje, ko tečeš, bolj je tistih 10 gramov manj koristnih. In je razlika, ta je dejansko lažji. Torej, zdaj bom pa jaz primerjal in Brooks Ghost 12 in Mizuno Wave Ultima, kar sta pa po nekem sta si zelo podobna. Torej, oba sta Mizuno Wave Ultima, zelo zračen model, zelo lepo oblazinjen, tekaški copat, ki nima na notranji strani dodatne učvrstitve, to vidimo zato, ker ima tukaj zrak med temi valovi, torej je ta guma na notranji strani nekoliko bolj se poda, primerno za tekače, ki nimajo prekomerne pronacije, kot tudi tale model Ghost je nevtralni tekaški copat. In zato bom zdaj probal ta dva. Notranje plasti vseh teh tekaških copat so izjemno gladke. Čutiš kvaliteto, a ne, kako lepo zdrsijo.
ta Brooksov model ima celo ta vložek tako žameten. Tudi Asics ima žameten, tu je bolj gladek. Opetniki se med tekaškimi copati kar razlikujejo. Sem pa zelo vesel, da se večina tekaških copat naredi zdaj na ta način, da je opetnik dovolj nizek, kajti če je previsok in preozko objema peto proti ahilovi tetivi, se lahko prav zaradi tekaškega copata, zaradi preozkega opetnika pride do poškodb, vnetja ahilove tetive, kar je res škoda. Na nogi imam Mizuno Wave Ultima 11 in Ghost 12. V prednjem delu je nekoliko bolj zračen Mizuno model. To je že običajno pri Mizunu, ta večja zračnost zgornjega vrhnjega materiala. Se pravi, če tečeš v vročem, je to kar koristno. V mrzlem je pa boljše imeti malo manj zračnega. No, zdaj, ko imam na desni nogi Mizuno Wave Ultima, čutim v bistvu razliko malo v petnem delu, da je Mizuno širši tudi v petnem, zato mogoče za moj primer rahlo mi se rahlo dviguje peta. Tako da imam v Brooksu nekoliko bolj lepo objeto, stabilno peto. Ja, res je, ta je velik, mogoče je pa večja številka, ne 44. Čist lahko bi, jaz se običajno tečem s tekaškimi copati številka 44 in to kako ugotovim, da so mi prav. Tako da imam tukaj spredi za širino palca prostora, ampak tukaj pri Mizunu sem imel več, tako da pri isti številki bi lahko mogoče 43,5, čeprav in morda je tudi to razlog, da mi je mal bil bolj v petnem delu odprt. Mina, kera bi izbrala? Urbana lahko vse. Ne, nikogar. Niti enega. Prišla sva samo testirati in bova ostala lačna. Ampak z dobrimi občutki. Ampak z dobrimi občutki, kaj se da v tej gostilni vse pojesti? Ja. No, naprimer, ker imaš ti, tako kot jaz, ker sva si v žlahti, tudi ti na eno tako potrebo po učvrstitvi na notranji strani, torej v bistvu med temi izbiraš med Mizuno, med Asics Kajano? Ja, 26. Tako, ta je Ja. moja izbirka. In Zoom Structure Nike, to je pa ta, roza, ja? Ja. In kaj bi ti? Med tema dvema. Po barvi bi kjer ga izbrala? Za spremembo bi tega. Aha, Ja. ti je lepa, ne? Všeč mi je roza. Roza puder se te barve reče. Ne? A res? Kaj pa, če bi še enkrat z njima odtekla, pa boš potem se lažje odločila? Različnima? Ja, tako. Sam za še en krog. Ta stadion je pa danes najin. Podobno kot bazen v Preboldu, ki je bil tudi pogosto najin. Ne vem, ali znava midva dvih najdeti pravo uro. Kje so vsi? V šolah. Ja, september je. Večina otrok je zdaj v šolah. Pol tam nekaj okrog 3 se bo pa tule začel diren draj. Več kot 10 let sem bil vsak dan tukaj, tudi 8 ur in več. Večinoma več. Dobro je, čutim, da tečem v fajn copatih. To je ratalo. Ja, tudi jaz se moram zlečiti. Reče se indijansko dolgo poletje ali jesen. Sem pa enkrat prišel po kosilu sem na trening, da bom naredil trening in sem se takole ulegel. Po kosilu si predstavljaš, kaj to pomeni? Sem se ulegel in mirno zaspal sred stadiona, pa so pa počasi prišli moji atleti na trening. Pa smo, A so te zbudili? ja, nežno. Primer bom probal kar oboje. Mizuno Wave Ultima, to je tole. In kaj bom naredil? Ko sem imel zdaj normalno zavezano kar skozi to luknjo, bom zdaj izkoristil še dodatno luknjo, ki je pa tle
še bolj zadaj in naprimer bom naredil tole. Na tej strani si bom torej dodal in da vidim, če je na tak način zavezan tekaški copat bolj stabilen v petem delu. Tu bom pa pustil enako, brez te dodatne luknje in da vidim, kako bo pa to. Občutna razlika. Tako da, če imaš težavo s tem, da se ti tekaški copat zadaj malo dviguje, da drsa, uporabi še to dodatno luknjo. Zdajle sem preveril, deluje. Hitrejši tek oziroma tekoklanec zahteva nekoliko bolj močen oprijem in ga lahko povečaš z to uporabo dodatne luknjice. Tako. Fino. Jaz sem zelo zadovoljen v bistvu z vsemi modeli. Tekaške copate sva preverila, stestirala, ugotovila, da so Fajn, da ni izgovorov, da tecimo. Ni izgovorov in če slučajno še ne tečeš, ne čakaj na pomlad. Kajti zdaj je čas. Vsak torek pa četrtek imamo treninge za čiste začetnike v Ljubljani, ob 5 začnemo, ob 6 zaključimo, primerno za vse, ki brez posebnih težav hodijo. Torej ni treba, da tečeš, pridi in se nauči v teku uživati. Pomagal ti bom pri tem. In glede obutve ni problema, pridi obut to, kar imaš. Bo že naknadno v naslednjih mesecu, 2, 3 ugotovil, kakšne tekaške copate potrebuješ in takrat ti tudi lahko dal še jaz dodaten nasvet. Torej, se vidimo nekje, kjerkoli že in lep pozdrav. Adijo! Zdaj pa izziv. Kdo bo prej pospravil? Jaz bom moške modele, ti pa ženske modele. 1, 2, 3, kaj gledaš? 1, 2, 3, zdaj. Jaz mislim, da sem jaz zmagal. Kaj pa misliš ti? Ampak ti nisi. O! Golfaš! Kaj pa zdaj to? Poglejte to! Prazno! Kar da je not! Evo, zmagal! Tvoj dragi mož je premagal drago ženo. Jasmina, koliko že gre tist vic o fotelu, ali kaj že? Aha, o fotelu. Pride gospod v trgovino, želi si nov kavč, pa si ogleduje enega lepega, velikega. Pa pride prodajalec, pa mu reče, gospod, na tem fotelju sedi komot 5 ljudi brez problemov. Pa ga gospod pogleda, pa mu reče, pa kje ne jaz zdaj najdem 5 ljudi brez problemov? Nikjer.